Ko ni več takih velikih viaduktov, sem šla bolj na digitalne tehnologije. Tukaj vam bom danes povedala nekaj o digitalizaciji grajenega okolja in sicer govorila bom kot predstavnica Slovenije v delovni skupini Evropske komisije, ki se imenuje EU BIM Task Group. Tja sem bila imenovana po navodilu oziroma po oblastilu Ministrstva za infrastrukturo. Hkrati sem pa tudi predsednica združenja SIBIM, to je Slovensko združenje za informacijsko modeliranje gradenj, in bom skušala predstaviti čisto na kratko, kako si predstavljamo, da je potrebno pa v Sloveniji tudi pristopiti k sistematski uvedbi digitalizacije na področju grajenega okolja. Od leta 2016 je Slovenija članica EU BIM Task Group. Kaj sploh je ta skupina? To je delovna skupina, ki deluje pod okriljem Evropske komisije in je bila z namenom združiti nacionalna prizadevanja, bom kar prebrala, v skupen in usklajen evropski pristop za razvoj vrhunskega digitalnega gradbenega sektorja. Zdaj pa vprašanje, zakaj je Evropska komisija tako zavzeta za digitalni sektor in uveljavitev BIM. Številke so zelo jasne, grafi še bolj. Produktivnost v gradbeništvu pada, medtem ko v drugih gospodarskih panogah narašča. Nalašč sem ohranila slajde oziroma diapozitive, ki so nam jih dali tam v Bruslju. Tudi nekaj novih pokazalcev kaže, da v drugih ekonomijah, tukaj so primeri Združene države, Združeno kraljestvo, Nemčija, v primerjavi, se pravi, skupna ekonomija v primerjavi z gradbeništvom je neminovno, da gradbeništvo zaostaja. Produktivnost, se pravi dodana vrednost na delavca, je v zadnjih letih doživela precejšen razkorak, namreč na ostalih ekonomijah je bil porast 1,7-krat večja produktivnost, v gradbeništvu pa praktično trend celo padanja. In s čim lahko to povežemo? Zelo jasno, razen naftne industrije je gradbeništvo na najnižjem mestu glede digitalizacije, celo več, menda se v zadnjih letih naftna industrija izrazito digitalizira. No, tukaj so pa številke, ki so zelo podobne, jaz sem preverila s gospo, ki je pred mano govorila, dejansko gre v gradbeništvu za 9% bruto družbenega proizvoda na nivoju Evropske unije. Številke so velike, 1200 milijard se letno obrne v gradbeništvu. To predstavlja 3,1 milijonov organizacij delovnih, tukaj je veliko malih in srednjih podjetij, na katere Evropska komisija daje velike pozornosti. Kaj so pa gonila sprememb, s katerimi se danes soočamo, se pravi urbanizacija in kriza stanovanjskega sektorja povsod, nevešča delovna sila, pomanjkanje surovin, klimatske spremembe, globalizacija tržišča, posebej Kitajska in podobno, in starajoča se infrastruktura ter potrebe po obnovi obstoječega premoženja. Zdaj pa, če špekuliramo in ko govorimo o prihrankih, ki jih lahko prinese BIM in digitalizacija. In na prejšnjo skupno vsoto 1200 milijard, če bi bili prihranki samo 0,1%, je to 1,2 milijarde. Če bi bili prihranki 1%, je to 12 milijard. Ko pa govorimo o 10%, po nekaterih obljubah celo 20% prihrankov z večjo digitalizacijo, so pa to zneski 120 milijard. In točno se vidi, kakšno pozornost potem Evropska komisija takšnim številkam seveda posveča. Torej, kaj je vizija EU BIM Task Group? Spodbujati skupno uporabo BIM-a, predvsem pri javnih investicijah. Vemo, da zasebni naročniki, posebej v zadnjem času, že kar zahtevajo pri svojih projektih digitalizacijo BIM in podobno.
Pri javnih naročnikih so pa potrebne spodbude in to se Evropska komisija zaveda, zato je ta delovna komisija izdala en priročnik za uvedbo BIM v evropski javni sektor. Že to, da je bil preveden v vse jezike Evropske unije, vključno slovenščino in je tukaj na tej spletni strani na razpolago, pove veliko o njihovi težnji. Vidi se, da razvite države že imajo te nacionalne programe za gradbeništvo izdelane in razvite, Finska, Nemčija, industrija 4.0, Španija, Francija, Velika Britanija, ki sicer zdaj ni več v Evropski uniji, vendar je daleč naprej, kar se tiče digitalizacije, skandinavske države, da ne rečem, da smo z Bolgarom zadnjič na sestanku govorili, da se tudi oni zavzemajo za uvedbo digitalizacije v njihovo državo. No, niso se ustavili samo tukaj, pripravlja se nov dokument, strateški in operativni načrt z obravnavo tukaj naštetih 5 glavnih ciljev, da skrajšam, smisel in namen je, da se potisne države in politike v to, da se tudi v gradbeništvu, predvsem skozi javna naročila, zahteva in spodbuja digitalizacijo. No, kje je pa Slovenija? Tudi Slovenija pripravlja svoj načrt uvedbe BIM-a in prav minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je že v letu 2017, bom pokazala, naročil in zaupal našemu združenju. Namreč mi smo pristopili k različnim ministrstvom, povedali, da je treba nekaj narediti na tem področju in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je prepoznalo, da je nekako to njihova domena in naloga in so nam naročili pripravo tega akcijskega načrta. Kronologija je kar dolga in nismo najbolj uspešni. Septembra 2017 je prišlo to naročilo. V januarju smo še predali prvo verzijo, konec marca končno. Pomladi, potem je bila takoj prva obravnava po ministrstvih in združenjih. Ta načrt ni narejen kar na pamet. Pregledali smo veliko načrtov ostalih držav, tako evropskih kot zelo digitalno naprednih, bom rekla, Singapur, Hong Kong, Nova Zelandija, podobne. In ima vse zahteve, ki jih tudi evropska ta delovna skupina nekako pričakuje pri uvedbi. Torej, potem so se zgodile, mi smo bili že optimistični, potem so bile parlamentarne volitve, je zadeva bila prekinjena. Po novi konstituciji parlamenta in vlade smo šli poskusili z drugo obravnavo na ministrstvih in združenjih in februarja 2019 je bila smo že bili prepričani, da bo šlo to na vlado, pa je bilo umaknjeno z dnevnega reda. Potem smo ponovno dopolnjevali ta dokument tudi po zbornicah in mi še vedno smo prepričani, da je potreben v državi en enovit, celovit dokument. Računamo, da nam bo to uspelo v prihodnje. Kaj je namen? Namen je, da se povečajo transparentnost in sledljivost. Zanimivo je, da v Bruslju smo bili opozorjeni, da bo precej nasprotovan, ker ni vsakomur všeč transparentnost na tem področju. Zagotovo se bo povečala učinkovitost, konkurenčnost in tehnološka razvitost. Kaj pa so glavne prednosti uporabe BIM-a? Mi vemo, da BIM ni samo 3D projektiranje, BIM so informacije, ki so zbrane na enem mestu, ki se ne izgubljajo tekom življenjske dobe. Lahko rečem, da je na zadnji sestanek te delovne skupine vedno pošljejo predstavnike Evropske komisije in parlamenta in gospa predstavnica Evropskega parlamenta je bila tam prav z namenom, da bodo poslušali, kako oni kot
upravljavci velikega števila nepremičnin lahko najdejo način za bolj učinkovito upravljanje stavb. Ne samo energetsko, ampak enostavno bolj učinkovito upravljanje. Tako da tale zadnja točka je še kako pomembna, ker vemo, da je v življenjskem ciklu, kot je bilo danes večkrat poudarjeno, največ denarja v bistvu, več kot pri investiciji. Posvetili smo se vsem trem segmentom, se pravi ekonomske koristi, okoljske koristi in družbene koristi, ki jih digitalizacija prinaša. Prednostna področja so pa taka, kot sledijo nekako v vseh teh akcijskih podobnih načrtih: izobraževanje, analiza potreb, tako v tem organiziranem izobraževanju. Na univerzah smo lahko zadovoljni, da je BIM in digitalizacija zdaj že uveljavljen predmet na obeh univerzah. Potrebno pa bo tudi naše kompetence, ki smo že zaposleni, tako v javni upravi, v javnem sektorju in pri naročnikih povečati. Potem smo analizirali, kaj pomeni standardizacija. Tukaj gre za odprte formate, prvenstveno, da se ne zapira, ne posebej, ko gre za javni sektor, govorimo o IFC formatih in podobno. Pogledali smo, katere strokovne organizacije je potrebno vključiti, ali je potrebno kje spremeniti zakonodajo in ne na koncu tudi certificiranje. Časovno smo skušali opredeliti približno seveda 4 leta, je en tak proces potreben, ne samo v naši državi, tudi v ostalih državah. Se je izkazalo, da je 4 leta minimalni čas za neko uvedbo pri javnih naročnikih. In potem smo tudi pogledali, kakšni so deležniki. Na eni strani je javni sektor, izobraževalne ustanove, javna podjetja, ministrstva, lokalna samouprava. Na drugi strani seveda gospodarstvo z vsemi od dobaviteljev tehnološke opreme, projektantov, vseh, ki smo udeleženi pri gradnji, in na sredi vsa ta strokovna in stanovska združenja. In zdaj recimo v našem okolju bi to nekako bilo to, s tem, da seveda na desni strani, kar se tiče gospodarstva, je tukaj praktično vsak dobavitelj lahko s svojimi knjižnicami BIM elementov in do upravljavcev recimo premoženja, ne. Časovno smo to tudi opredelili, takrat v akcijskem načrtu še kar optimistično, da se bo to začelo že leta 2019 in bi potem nekako v 4 letih že lahko rekli, da bi bila javna naročila oziroma javne investicije narejene v BIM-u. Oziroma z naprednejšimi tehnologijami, ker BIM ni samo BIM, ampak so informacije tiste, ki se ne smejo zgubljati. Ta osnovna področja se ponavljajo, promocija, tudi to, kar jaz danes počnem, je na nek način promocija, izobraževanje. Tukaj, kot sem rekla, sta obe univerzi že krepko napredni. Smernice in standardi, tudi v SIST-u smo znotraj SIST-a smo uspeli, da je organiziran tehnični odbor za BIM in lahko zdaj neposredno dobivamo standarde, ki so v nastajanju na evropskem nivoju. Sreča pa je, da se pilotni projekti že dogajajo, ni se čakalo na ta akcijski načrt in državno pobudo, ampak so nekateri naročniki to že prepoznali in uvedli v svoje zahteve pri razpisih. Bom povedala nekaj primerov. Važno pa je, da bomo imeli nadzor in merjenje učinkov tega, pa če ni to vzpostavljeno na nekem sistemskem nivoju, kar smo računali, se težko izvede, ne. Drznili smo si tudi pogledati, kakšni bi bili stroški. Ta dokument v delu univerzi je na voljo na spletni strani CBIM. Če greste pogledati, boste pod dokumente to našli. In mi smo rekli, da v čisto tisti prvi strošek bi bil 1–2 milijona, ki ga zagotovo ni težko zagotoviti za to, da se to začne.
Kot sem rekla, vseeno imamo že za pokazati kar nekaj javnih projektov in to velikih. Morda je sreča, ker na naši firmi DRI, od koder prihajam, je vodstvo, takoj ko smo predstavili te tehnologije, že 2013-14, videlo, da v tem je prihodnost, ne bo šlo na drugo stran, v drugo smer se ne vračamo več, tako da smo takrat uspeli stopiti do Darsa in je Dars že v sklopu idejnih projektov za drugo cev predora Karavanke razpisal tehnologijo BIM, ki se je potem vlekla skozi gradbeno dovoljenje in tudi zdaj pri izvedbi se bo spremljala v tehnologiji BIM. To je nekako en velik projekt, pilotni projekt. Tudi projekt, ki se zdaj začenja, in sicer en nov odsek železniške proge Maribor-Šentilj je narejen v BIM-u, pa prav tako železniški projekt izvennivojskega križanja Marija Gradec in z veseljem lahko ugotovimo, da se je stanovanjski sklad v zadnjem obdobju se loteva vseh projektov z zahtevami po BIM-u in tudi potem v fazi vzdrževanja načrtujejo in imajo že vzpostavljene sisteme za spremljavo in pomoč z BIM-om. No, v fazi PZI smo pa tudi videli, no, da se je 2TDK odločil, da je drugi tir Divača-Koper tudi postavljen za zahtevo po BIM-u in jaz sem prepričana, da zagotovo, če se samo konfliktom izognemo, ki jih sicer dejansko vsi doživimo na gradbišču, če se prepiranju o količinah izognemo s tem, je narejena ogromna prednost. Da ne razmišljamo o tem, koliko pomeni, da bodo vse informacije potem pripete na en model in se ne izgubljajo in se ne podvajajo, oziroma jih ne iščemo vedno znova. No in kot sem rekla, je nekaj pa tudi projektov, kjer so se projektanti sami odločili za BIM tehnologijo. Naše združenje organizira vsako leto konferenco in tam je prav neverjetno, koliko je takih projektov, ki se že izkazujejo kot nujni in kjer so sami projektanti in tudi naročniki videli, da jim to prinese veliko prednost. Sama sem bila recimo vodja projekta prenove, obnove, zamenjave vodovoda na Onkološkem inštitutu, kar razvpit projekt in recimo, če pomislimo, kakšne so bolnice in s koliko zahtevnimi detajli, vodi, inštalacijami razpolagajo, po moje Ministrstvo za zdravstvo oziroma kdorkoli je investitor, bi moral čisto vse te objekte razpisovati in zahtevati za tehnologijo BIM. Recimo Danska ne dovoljuje oziroma zahteva, da se čisto vse bolnice projektirajo v BIM-u. Jaz računam, da prej slej bomo do tega prišli. Zaenkrat je tako, da nameni so dobri, ampak ne stojimo, v ozadju se kljub temu, da akcijski načrt ni sprejet, vseeno veliko dogaja. Toliko sem hotela na kratko. Hvala.